Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in pa ljubitelji slovenskega nogometa. Pred nami je derbi v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod med Cirkulanami in pa Zavrčem. Pred začetkom pa še pozdrav obeh ekip z seveda polnimi tribunami, ki so se zbrali danes v športnem parku v Cirkulanah. Preden gre za res, pa še skočimo k našemu oglaševalcu. Številka 4, Pihler Matic, številka 22, Korenina Ceder, številka 20. Lahko pomagam. Očala, Kakšna očala? korekcijska in to z veliko do 30 na trofim. Številka 3, Zorec Erik, številka 10, Potočnik Denis, številka 4, Za vse člane Medobčinske nogometne zveze bo nakup v optiki Oculus na Pobrežju še posebej ugoden. Če pa ste nerodni, tako jaz, pa vam očala še zavarujejo. Mihalič Patrik, številka 8, Vočanec Nikola, številka 11, Lazar Dražen. Sliko se tako vračamo v Cirkulane, kjer, kot že rečeno, je pred nami derbi tega kroga v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod. Gre za direkten haloški spopad med Cirkulanami in Zavrčem. Pravkar pozdrav obeh kapetanov, sodniki tega obračuna, glavni delilec pravice prihaja iz Maribora Uroš Radževič, njegova pomočnika sta Mark Metec in Uroš Benc, delegat tekme pa Vlado Močnik. Dolžan sem vam še obe začetni postavi, pri domačih v vratih Zajc, v obrambi z leve proti desni Sitar, Travnikar, Kukovec in Mlakar. Na zadnjih zvezdnih položajih sta Ljubec in Bojnec, pred njima trojec Blaž Cesar, Ciglarič in pa Živič, najbližje nasprotnikovim vratom pa tekmo pričenja Golub, trener Cirkulanje Boštjan Zemljič, pri gostih iz Zavrča pa v vratih Maroh, v obrambi z leve proti desni Koren, Drevenšek, Kajzer in Pihler. Zadnja zvezda nogometaša sta Zorec in Matija Pofuk, pred njima trio Potočnik, Zorko in Predikaka, v napadu pa Tomi Štumberger, trener gostujoči zasedbe iz Zavrča je Gorazd Šket. Sredine igrišča bodo krenili nogometaši Cirkulan, ki bodo ta dvoboj odigrali v svojih tradicionalnih barvah oranžno-črne kombinacije, na drugi strani pa nogometaši Zavrča v pretežno belih športni opremi. Račun se je pravkar pričel, jasno pričakujemo silovit spopad, zanimivo dogajanje skozi celoten obračun. Bomo videli, kaj od tega nam lahko ponudijo nogometaši obeh ekip, kar se pa tiče same statistike medsebojnih tekem. Tokrat pa ugoden napad za Zavrč. Nogometaši Zavrča so v ta drugi del krenili nekoliko slabše, bi lahko rekli, doživeli dva zaporedna poraza, na drugi strani Cirkulane v nizu dveh zaporednih zmag. Štumberger medtem z glavo poizkuša, brez težav za domačega vratarja Zajca. Ekipi sta se do sedaj v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod pomerili enkrat, zmage so se takrat veselili nogometaši Cirkulan z visokih 0-3. To je bilo v četrtem krogu letošnje sezone. Prvi gol na tekmi so dosegli v 30 minuti, kar ko je Cirkulane v vodstvo povedal Toplak. Obetaven napad Štumberger s podajo, strel čez gol. Preko vrat je sprožil Potočnik, obetavna, sijajna priložnost za Zavrč takoj na začetku dvoboja. Še enkrat poglejmo, sijajna podaja proti Štumbergerju, ta je lepo na drugi strani našel Potočnika, kateri pa je slabo zaključeval in sprožil čez gol vratarja Zajca. Kot že rečeno, prvi dvoboj v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod med tema dvema tekmecema so dobili nogometaši Cirkulan z gladkih 0-3. Strelci so bili Toplak, Majcen in pa Kajzer. Gostje so v ta dvoboj krenili obetavno, nekoliko stisnili na svojo polovico domačine, na nek način
so bolje otvorili ta obračun. A jasno, seveda tudi pri Cirkulanah bodo čakali na svoje priložnosti, kot smo že vajeni na nek način s temi hitrimi oziroma preko hitrih protinapadov težave spravljajo obrambe gostujočih oziroma nasprotnikovih ekip. Potočnik v naletu, dobro v obrambi Mlakar. Kajzer do Drevenška. Drevenšek lepo našel Pihlerja, znova Drevenšku. Kajzer proti Pofuku, Pofuk na levo stran, kjer je Koren takoj v prostor, iskal je Potočnika. Slednji ni spremljal oziroma ni najbolje razumel te ideje Korena. Tako pripada gostom. Dobro se je postavil Koren v tem primeru. Nov out bo pripadel Zavrču. Iz avta Koren, Štumberger je z glave iskal Potočnika. V teh trenutkih se odpira nekaj prostora za protinapad domačinov. Prekršek nad Ljubecom. Travnikar Kukovec proti Sitarju. Tokrat out pripada domačinom. Po tisti začetni priložnosti Zavrča zaenkrat nekakšno zatišje. Tako eni kot drugi morda še nekoliko tipajo nasprotnika, da vidijo, kaj slednji lahko ponudi oziroma v kakšni dnevni formi se gibljete obe moštvi. Zorec, dobro, Živič, Blaž Cesar v prostor, kjer se je odkrival Ciglarič, dobro v obrambi Predikaka. Mirno, pametno je Kajzer žogo prepustil Marohu. Maroh takoj z visoko podal napad proti Štumbergerju. Na mesto Drevenšek. Živič, prekršek nad Živičem. Prekršek nad Živičem, preoster je bil v tem primeru. Zorec. Kukovec, Drevenšek, Blaž Cesar, še enkrat več Drevenšek, tokrat proti Potočniku, Potočnik in Blaž Cesar odvodajo, uspešnejši Potočnik, na koncu do posesti Mlakar. Golub v zvezdno vrsto, kjer je Bojnec, še vedno v posesti Bojnec. Bojnec, Mlakar, še vedno Mlakar. Prenos Travnikarja
Neuspešen out bo pripadal gostujoči zasedbi. Štumberger je lepo podaljšal z glavo proti Zorku, prekršek nad slednjim, prosti strel bo pripadal Zavrču. Prosti strel za gostujočo zasedbo, izvajalec Pihler s prenosom znova proti Štumbergerju, najvišji Štumberger, zaenkrat Štumberger v napadu zelo nevaren s tem visokim skokom, ki ga premore napadalec Zavrča. Drvenšek vrača Maruhu, Maruh z visoko podajo, tokrat v skoku Bojnec. Še enkrat več so nogometaši Zavrča hitro vrnili posest, prenos Zorca proti Predikaki. Kukovec mirno proti Sitarju. Blaž Cesar s podajo proti Bojnecu. Bojnec uspešnejši v dvoboju s Pihlerjem. Bojnec s predložkom, žoga je preletela vse nogometaše v kazenskem prostoru. Dovolj hiter Ciglarič. Ljubec. Živič, 1 proti 0. Živič, 1 proti 0, vodstvo domačih. Strelec Živič v 10. minuti so domači po svoji prvi nevarni akciji prešli v vodstvo, strelec zadetka pa številko 5. Živič, poglejmo še vse skupaj enkrat. Sijajna akcija domačinov, kar naenkrat se je Živič sam znašel pred vrati Maroha, z mirnim zaključkom premagal slednjega in od 10. minute vodijo domači nogometaši. Pri Zavrču so v obrambi v teh trenutkih pozabili na Živiča, bili nepozorni na utekavanje tega nogometaša, kar je slednji vse skupaj izkoristil in prešel vodstvo z 1 proti 0. Drevenšek. Kajzer. Pofuk vrača Kajzerju do Drevenška. Sicer morda manjšo terensko prenoč imajo gostje, a zaenkrat razen tiste priložnosti Potočnika, kaj več niso uspeli sestaviti. Potočnik, dobro v obrambi Mlakar, Blaž Cesar podaja proti Golubu. Ciglarič, lepo se znašel Pofuk, Potočnik na levo stran, ker je Koren. Še vedno Koren spodaja prostor proti Štumbergerju. Sijajna obramba Zajca, še ena lepa priložnost gostov, ki so kombinatorni, so nevarni. A zaenkrat so edino svojo pravo priložnost na tej tekmi izkoristili nogometaši Cirkulan, Štumberger, Zorko na robu kazenskega prostora, v napad se vključuje Pihler, še vedno Zorko s podajo, najvišji Mlakar. Prekršek je na koncu storil Potočnik. Sijajen zaključek v prejšnji akciji po levi strani je krenil Koren. Sijajna podaja v prostor Štumbergerju, a zbran je bil Zajc in z obrambo svoje moštvo ohranil v prednosti. Potočnik, Blaž Cesar. Čvrst dvoboj v zvezni vrsti, z katerega uspešnejši Zorec, še vedno Zorec, Drevenšek.
Tokrat nenatančna podaja nogometašev Zavrča pri posesti domačini. Kukovec v zvezdno vrsto, ker je Ljubec lepo do Travnikarja. Travnikar takoj s podajo prostor nekoliko na pamet. Travnikar nesporazum z napadalcem Golubom. Kajzer je lepo našel Zoreca. Zorec s prenosom na desno stran, kjer se je v napad vključil Pihler. Še vedno Pihler, mirno je vse skupaj razrešil Sitar. Sitar v napadu je iskal Goluba, Blaž Cesar. Še vedno Blaž Cesar na levi strani ima veliko prostora. Ciglarič s podajo je zamudil Ljubec. Pihler mirno do Drevenška. Drevenšek znova proti Korenu. Pofuk. Koren. Zorec prepušča Drevenšku. Podal prostor, poizkus predložka Predikake, slednjemu leta ni uspel. Čez vse nogometaše v kazenskem prostoru je tokrat žogo dodal Predikaka. Nov obetaven napad Zavrča. Na zadnjih 5 prvenstvenih tekmah so nogometaši Cirkulan zabeležili 2 zmagi, 2 poraza in 1 neodločen rezultat, se pravi 7 osvojenih točk. Obe zmagi so nanizali v prvih 2 krogih spomladanskega dela prvenstva, predtem pa doživeli poraz proti šampionu z 1-2, remizirali z Bistrico 0-0 in dosegli res, oziroma doživeli boleč poraz proti Posavje Krško z 0-2. Blaž Cesar med tem Novič nesporazum v taboru domačih, kar se tiče faze napada. Na drugi strani pa Zavrč na zadnjih 5 prvenstvenih tekmah 2 zmagi ter 3 porazi. Vsi 3 so prišli za povrstjo, se pravi so drugi del prvenstva krenili z 2 zaporednima porazoma. Leta so doživeli proti Šmartnu z 0-2 in v Dobrovcah z 2-1. Predtem še v 14. krogu je bil od njih boljši Dravograd z 1-2. Premagali so Šmarje v 13. krogu z 0-1 ter Podvince v 12. s 3-1. Pri Zavrču jasno iščejo to formo. Še na nek način želijo nadgraditi vse skupaj, si hraniti obstanek. Izenačenje Zavrča, strelec, zadetek gostujočega napadalca. Štumberger je tako znova dokazal, da je zares sijajen napadalec, zelo nevaren v kazenskem prostoru. Še enkrat več poglejmo, podaja Potočnika. Potočnik zelo strelec zadetka, pa se opravičujem, ni Štumberger, temveč Zorko. Prosti strel za goste. Kar 2 zadetka smo že videli na tem dvoboju, vse skupaj je zelo živo na igrišču, tako eni kot drugi iščejo svoje priložnosti, a treba izpostaviti, da so podjetnejši. Zaenkrat gostje, ki so zraven tega zadetka imeli še 2 lepi priložnosti, a ostali sta neizkoriščeni. Pri Cirkulanah pa so zaenkrat realizirali svojo edino priložnost, zadel je Živič v 10. minuti. Out na koncu za
Cirkulane. Podaja prostor še enkrat, Zorko s podajo. Na drugi strani se je odkrival Predikaka. Zelo nevarni so gostje. Žoga ostaja v posesti Zavrča. Slednji iz minute v minuto vrši vse večji pritisk na zadnjo vrsto Cirkulan. Iz avta Koren proti Štumbergerju. Izbija obramba domačih. Koren znova. Tokrat prekršek gostov, prosti strel pripada domačim. Izvede ga številko 16 Travnikar. Najvišji Potočnik. Še vedno Potočnik. Vojnec. Out znova za domačine. Domači jasno si bodo prizadevali nek način vzpostaviti ravnotežje na igrišču. Vse skupaj na višji nivo. Izbija Koren. Izbija Drevenšek. Živič nanj pritiska Zorec. Zelo optimističen poizkus Sitarja z velike razdalje, brez nevarnosti za vratarja Maroha. V tej sezoni je zaenkrat največ zadetkov dosegel nogometaš Dravograda Peter Kogelnik 19, sledi Žan Ramšak Zdravinje z 11, Murat Bajra iz Bistrice jih je dosegel 10, Elvino Podbrežnik in Nec Bračko sta se podpisala pod 9 zadetkov. Napadalec Zavrča pa na 5. mestu z 8 goli, gre za Tomija Štumbergerja. Drevenšek vrača Kajzerju. Še vedno Kajzer, prostor proti Pofuku. Pofuk znova vrača Kajzera. Kajzer mirno se v zvezni vrsti odkril Zorec, Drevenšek. Prostor proti Potočniku, še vedno Potočnik je poizkusil s preigravanjem. Dobro je bil postavljen Mlakar proti Golubu. Blaž Cesar, še vedno Blaž Cesar, out za domače. Pofuk na mestu Ljubec, Živič, še vedno Živič.
Pofuk uspešnejši, podajo prostor proti Zorku, veliko prostora se pira Zorku, Zorko še vedno v samostojni akciji, Zorko preveč je vse skupaj zakompliciral, Zorko lep poizkus gostov po hitrem protinapadu, napad se je iz ozadja vključeval tudi Štumberger, poglejmo kako je bil osamljen Štumberger, pripravljen na podajo Zorka, a slednji se je odločil za samostojno akcijo. Blaž Cesar, prekršek nad domačim kapetanom, zakrivil ga je Koren. Prosti strel za domače bo izvedel kapetan Blaž Cesar. Blaž Cesar, dobra podaja Cesarja. Na koncu gol out za vratarja Maroha. Še težave, oziroma kako se kaže, je udarec v prejšnji situaciji prijel Pofuk. Drevenšek izbija, na nje je dobro pritisnil Golub. Iz avta Sitar, prenos na desno stran, ker je Mlakar. Še vedno Mlakar pri žogi, Mlakar in Koren v dvoboj. Uspešnejši Mlakar, na koncu prekršek Korena. Prosti strel z ugodne situacije za domačine, lepo je krenil po desni strani Mlakar, preigral Korena, bil tudi hitrejši, bolje postavljen v zaključku akcije oziroma v zaključku svojega prodora. Nič drugega ni preostalo branilcu Korenu, kot pa da Mlakarja zaustavi s prekrškom. Znova izvajalec prekinitve številko 2, Blaž Cesar. Blaž Cesar, ostra podaja v kazenski prostor, mirno Maroh. Maroh takoj z dolgo podajo proti Štumbergerju. Štumberger na mestu Sitar, Živič. Bojnec, še vedno pri žogi Bojnec. Bojnec je iskal Goluba, nesporazum Bojneca in Goluba. Potočnik skok je dobil Predikaka, iskal Štumbergerja, dobro postavljena Živič in Kukovec. Brez prekrška. Nad gostujočim nogometašem. Nad Predikako, še enkrat se žogo sta v teh trenutkih oziroma v tej akciji skakala Predikaka in pa Bojnec. Prekršek so zahtevali v taboru gostov. Koren. Do tega 11. kroga je bilo odigranih 111 tekem. Doseženih je bilo že kar 363 zadetkov, 200 proti 163.
je v prid, kar se tiče gol razlike, v prid domačih. Atraktivno preigravanje Pofuka. Prosti strel bo izvedel Kajzer. Kajzer podaja v prostor, kjer je odtekal Predikaka, mirno Zajc. Še vedno pri žogi Zajc. Na mestu Koren. Out bo pripadel domačim. Znova izvajalec Mlakar, Mlakar proti Golubu, na mestu Kajzer. Štumberger z glavo iskal je Zorka. Pofuk, Bojnec in Pofuk v dvoboju, še vedno Pofuk. Dobro je vse skupaj spremljal Bojnec, Golub je z dvojno podajo iskal Ciglariča, Travnikar najvišji, znova Pofuk. Predikaka, še vedno Predikaka v prostor proti Zorku, Zorko v priložnosti. Obramba Zajca, sijajna podaja Predikake, Zorko tokrat ni najbolje odreagiral, lepo so to odigrali v taboru Zavrča. Blaž Cesar, še vedno Blaž Cesar. Travnikar. Mlakar proti Golubu. Golub je iskal Ciglariča. Zorko, krenil je Zorko, brez prekrška nad gostujočim nogometašem. Bojnec. Kukovec. Podajo prostor proti Golubu. Predikaka, še vedno v posesti Predikaka. Povratna podaja proti Maruhu. Maruh znova mirno do Zoreca. Zorec s prenosom na levo stran, kjer ima veliko prostora Koren. Še vedno Koren pri žogi. Koren spodaja proti Štumbergerju. Štumberger je iskal oziroma morda pričakoval Predikaka v kazenskem prostoru. Koren. Koren. Zorec, še vedno Zorec. Zorko v prostor, kjer se je dobro odkrival Koren. Žoga znova ostaja v posesti Zavrča. Out bo izvedel številko 22 Koren. Potočnik se je pravočasno vrnil v obrambo, a posest znova pri domačih. Krenil je Bojnec, prekršek nad vezistom Cirkolan. Zorko želel na nek način izsiliti prekršek strani domačega branilca. Glavni sodnik se ni strinjal s signalizacijo gostov, ki jasno so zahtevali prekršek. Blaž Cesar podaja proti Živiču, še vedno Živič.
Živič je iskal Mlakarja, prehitra podaja za slednjega. Štumberger vrača Potočniku. Še vedno Potočnik, Pofuk, atraktivno Pofuk, Kajzer športno žogo pošilja z igrišča na sredini terena, je obležal Živič, ki je, kot se kaže, prej udarec v koleno, a jasno stisnil bo zobe domač nogometaš, strelec edinega zadetka za Cirkulane, vsaj zaenkrat na tem dvoboju. Športno Blaž Cesar žogo vrača Korenu. Pofuk mirno vrača Kajzeru. Kajzer s prenosom proti Predikaki. Živič podaja proti Blažu Cesarju. Še vedno Blaž Cesar je krenil. Blaž Cesar strelja, obramba Maroha odbita, vratnica. Okvir vrat je tokrat rešil Zavrčane, stresel ga je Golub v 35. minuti. Sijajna priložnost, prvotno zelo nevaren, neugoden strel Blaža Cesarja, obramba Maroha, na to pa je okvir vrat rešil goste pred vnovičnim zaostankom. Predikaka izbija Živič. Na mestu obramba gosta v tem primeru iz avta bo žogo v igro poslal Sitar. Drevenšek mirno z glavo žogo vrača Marohu. Pofuk mirno, Koren vse nazaj proti Kajzerju. Kajzer s podajo do Drevenška. Zorec Drevenšek. Drevenšek do Pofuka. Še vedno Pofuk Štumberger. Protiven poizkus Štumbergerja, dovolj pozoren Travnikar. Out bo pripadel domačim, izvajalec Blaž Cesar. Lepo se je obrnil Ljubec, prekršek nad slednjim je storil Pofuk. Sitar v prostor proti Ciglariču.
dovolj pozoren Drevenšek. Prenos na desno stran, ker je Mlakar in Potočnik v dvoboju. V tem primeru hitrejši Potočnik, na koncu out za Zavrč. V tem 17. krogu je že bilo odigranih 5 tekem, Dobrovce so ognale, vidim, z 2-1, tako na nek način napovedale boljši spomladanski del prvenstva. Šmarje Korotan 0-3, kot vse kaže, so Šmarje povsem povedane oziroma v velikih težavah, kar se tiče samega obstanka v tretji ligaški konkurenci. Šampion Dravinja 1-2, Bistrica Podlinci, rezultat, ki bode v oči 2-2. Bistričani so takrat prišli do izenačenja v 94 minuti, medtem Blaž Cesar s predložkom. Žoga je preletela vse nogometaše v kazenskem prostoru. Kot že rečeno, Bistrica Podlinci 2-2, drugi zaporedni spodrsljaj Bistričanov, če lahko tako rečem. Jasno, na tej preizkušnji so pričakovali, oziroma smo pričakovali vsi, da bodo Bistričani prišli do vseh 3 točk. Zreče Šmartno 0-1, Zreče tako jasno ostajajo povsem zasidrane na dnu prvenstvene lestvice. Ob istem terminu kot tale naš, oziroma 30 minut kasneje pa se je pričel obračun v Krškem, kjer domače Posavje gosti Dravograd. Dravograjčani v boju za drugo mesto oziroma zmago bi se znova še nekoliko približali Bistričanom in tako morda napovedali še zanimiv spopad za končni naslov v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod. Lepo so vse skupaj odigrali domačini, dobro pa postavljen Potočnik, še vedno Potočnik, mirno proti Pofuku. Nogometaši Posavja pa v krčevitem boju za obstanek. Tako jasno, eni in drugi želijo točke na tej tekmi. Prosti strel bo pripadel Zavrču. Izvedel ga bo številko 2 Matija Pofuk. Oziroma izvedbo slednjega prepušča Kajzeru. Kajzer je iskal Potočnika, ima še težave, ima Mlakar. Letos nagrade vse 3 so dobitne in tile, ki so neželjene kartice, so Jani Kosak. Jani Kosak je prvi na centru, se javiš. Potočnik. Vesenjak Robert. Podajo prostor proti Blažu Cesarju, še vedno Blaž Cesar s podajo proti Ciglariču, nevaren protinapad domačih, to je orožje, ki ga imajo Cirkulane, preko katerih so najnevarnejši. Lepo je krenil Blaž Cesar, spodaja v kazenski prostor, iskal Ciglariča, morda nekoliko prehitra, predolga podaja za slednjega, pravočasno zvrat Maroh. Potočnik proti Štumbergerju oziroma proti Zorku. Padal je Zorko v kazenskem prostoru brez 11 metrovke za Zavrč. Koren proti Kajzeru. Še vedno Kajzer s prenosom na desno stran, kjer je Predikaka. Uspešnejši, dovolj dobro postavljen Sitar. Brez prekrška znova nad gostujočim nogometašem do posesti Zorko v prostor, ker je Predikaka na mestu Kukovec. Kukovec je iskal oziroma našel Bojneca, ta žogo športno pošilja z igrišča. V sredini terena je obležal eden izmed gostujočih nogometašev. Gre za nogometaša številko 6 Pihler. Prosim v polčasu na centru igrišča.
Prva nagrada so 3 pive, druga 2 in tretja 1. Tekma se bo medtem nadaljevala pri žogi, so domači nogometaši. Kupovec je iskal Sitarja, dobro postavljen Predikaka, nov out za nogometaše Cirkulan, mirno Bojnec, še vedno pri žogi Bojnec. Bojnec je iskal Travnikarja, dobro je žogo ustavil Travnikar, ne najbolj enostavna podaja strani Bojneca. Po desni strani je krenil Mlakar, Mlakar je iskal Goluba, pravočasno v obrambi Kajzer. Prekršek nad Cesarjem, zakrivil ga je Koren. Gremo še priložnost za domače, ajde, tribuna, da vas čujemo. Prosti strel bo izvedel tokrat številko 11 Ciglarič. Ciglarič, Blaž Cesar je bil najvišji v skoku, zaključeval je Kukovec, v nedovoljenem položaju se je znašel eden izmed domačinov, kot vse kaže, gre za Blaža Cesarja, ki je bil najvišji v skoku po podaji Ciglariča. V prepovedanem položaju, kot je rečeno, Blaž Cesar, a tudi v primeru, da le tega ne bi bilo, kakšne večje nevarnosti za vrata Maroha ni bilo. Zapletel se je za trenutek Pihler. Dobro se je znašel Zorko, dovolj hiter, pravočasen v obrambi Mlakar, žogo je vrnil Zajcu, Zajc naslednjo pošilja nasprotnikovo polovico, a glavni sodnik je medtem odpiskal konec prvega polčasa. Ekipi na odmor odhajata z neodločenih 1-1. Poglejmo še oba zadetka. Za 1-0 je zadetek za domače dosegel Živič. Sijajna akcija je bila to Cirkulan, znajdljivost Živiča in miren zaključek, na to pa izenačenje gostov preko Zorka po predložku Potočnika, najvišji v skoku Zorko za izenačenje in rezultat prvega polčasa 1-1. Z moje strani je bilo to vse, kar se tiče prvega dela in seveda naslišanje čez dobrih 10 minut.